Svetovni dan socialnega dela v ospredju tudi v Pomurju. Na zadnji seji sveta Pomursko-razvojne regije zbranih večina županov pomurskih občin. Izpostavljenost z dr. Ivom Keržetom. Gledalke in gledalci, prijetno pozdravljeni v novi izdaji dogodkov ter vljudno vabljeni, da si ogledate vsebine, ki smo jih tokrat pripravili za vas. Center za socialno delo Pomurje je ob Svetovnem dnevu socialnega dela, ki ga zaznamujemo tretji torek v marcu, pripravil strokovni posvet. Udeležili so se ga socialni delavci iz različnih ustanov Pomurja. Družbene spremembe za skupno prihodnost je geslo letošnjega Svetovnega dneva socialnega dela in obenem naslov posveta, ki se je ob tem pod okriljem Centra za socialno delo Pomurje v torek odvil v sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota. Predstavili smo delo Centra za socialno delo, delo izvajalcev pomoči na domu, institucionalno varstvo, se pravi domovi za starejše oziroma predstavnica enega doma. Potem je bila predstavljena skupnostna psihiatrična obravnava, ki deluje pri zdravstvenem domu v Murski Soboti. Zdaj članica naše delovne skupine, tudi vodja patronažne službe v Murski Soboti, katera se danes sicer ni predstavljala, ampak je aktivna članica. Seveda pa smo zaključili z področjem dolgotrajne oskrbe, strokovna sodelavka, ki na Centru za socialno delo Pomurja, trenutno edina zaposlena na tem področju, je pač malo predstavila področje. Zdaj izzivi, kateri se že nakazujejo, pa bodo seveda sledili v prihodnje, ko bo dejansko še v bolj polni meri zaštartalo. Hkrati so predstavili tudi težave, s katerimi se pri samem delu soočajo. Soočamo se z pomanjkljivim sistemom, z kadrovskimi podhranjenostjo. V glavnem, želeli smo predstaviti našo že 3 leta delujočo medinstitucionalno delovno skupino za podporo uporabnikom za življenje v skupnosti. V tej delovni skupini se srečujemo strokovni delavci z večjih inštitucij in nekako poskušamo potem skupaj reševati konkretne primere, s katerimi se soočamo na terenu. Socialni delavci iz različnih zavodov, ki so svoje delo predstavili na posvetu, so izpostavili, da se s težavami v največji meri soočajo pri delu s starejšimi, invalidnimi osebami in osebami, ki potrebujejo določeno obliko pomoči. Se pravi, ne zmorejo več zadovoljevati svojih osnovnih potreb in potrebujejo pomoč, ali je to pomoč na domu, ali je to pomoč v institucionalnem varstvu. Zdravstvene težave sovpadajo z tem. Nekako smo se potem želeli izpostaviti, se pravi, čakalne vrste pri pomoči na domu, pri domskem varstvu. Ko se dejansko soočamo z tem, da dobimo, ne vem, mi kot Center za socialno delo, naprimer, pobudo z lokalnega okolja, od sosedov, z bolnišnice, policije, patronažne službe, da je pač nekje oseba, katera rabi pomoč, potem pa je v tistem trenutku ne zmoremo zagotoviti ne pomoči na domu, ne domskega varstva, tisto, kar bi v tistem trenutku najbolj potreboval. Vemo, da so to ponavadi osebe, ki imajo šibko socialno mrežo, se pravi, ni svojcev, ni znancev, ki bi zmogli pomagati in potem nekako, kot je bilo večkrat povedano, poskušamo nekako dejansko brez čarobne palčke nekaj čarati, se pač povezovati. Zdaj velikokrat rešujemo potem z zdravstvom, z bolnišnico, da se osebo dejansko namesti v bolnišnico, če ni nobene druge variante. Slednje spada med eno izmed problematičnih področij, s katerimi se v okviru izvajanja socialnega dela spopadajo tudi v splošni bolnišnici Murska Sobota. Največjo težavo predstavljajo recimo osebe z trahalnimi kanilami, odkar so sprejeli sestrske kompetence. Ko so te pravilnike sprejemali, se noben ni vprašal, kaj to pomeni za socialno varstvo. In sedaj te ljudje enostavno ne moreš jih dati več ven iz bolnišnice, živijo pri nas. Potem imamo težave recimo hude z tujci, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje. Dejansko vse vlade do zdaj na tem področju niso storile čisto nič. Tujci živijo dobesedno v bolnišnicah, na bolnišnične stroške. In dostikrat imam jaz občutek, da dokler pač nekdo ima težavo, se pač na državnem nivoju noben ne vpraša,
kdo bo to financiral, pa kaj bo sploh naredili. Danes, ko ugotoviš, da imaš zakonsko zvezane roke. Recimo tudi problem so mlajši alkoholiki, ki jih dobesedno nimaš kam dati, ker so dejansko sami po sebi problematični. Prednost naše regije pa je, da se socialni delavci Pomurja med seboj dobro poznajo in še boljše sodelujejo. Naš medinstitucionalni tim, ki ga imamo zdaj v Pomurju, se dejansko enkrat mesečno dobimo in na koncu gremo pač so problematiko skozi. In da potem probaš vsaj v okviru sistema, najdete ene optimalne rešitve. Dostikrat nam pač nagaja narava, ker pač 100 ljudi 100 čudi. Ker tudi, če je recimo za človeka nekaj dobrega, pa ti recimo to opaziš, je še vprašanje, če se bo človek, ki se je znašel v stiski, pa s tem na koncu sploh strinjal. Po drugi strani pa imamo potem tudi zakonodajo, ki se je pa včasih konkretno vzkriž. To je pač, skupnimi močmi se marsikaj da rešiti, vse pa ne. In kot socialni delavec je pač dejansko težava v tem, da ko po tolikih letih dela pač ugotoviš, da vsem se pa ne da pomagati, nažalost. Svetovni dan socialnega dela v ospredje postavlja tudi delo samo, saj se pomena tega širša okolica pogosto niti ne zaveda. Sploh recimo, ko pride do ene težave, ko se obračajo recimo na center, nekako ne vejo, kakšne so naše pooblastila, kakšne so naše možnosti v tistem primeru. Pričakuje se, da je pač center za socialno delo je za to problematiko in jo je tudi dolžan rešiti. Velikokrat pa pač nimamo teh možnosti, da bi lahko nekaj spremenili. Seveda poskušamo, ampak smo omejeni z drugimi institucijami. O trajnostni oskrbi pa bo govora tudi na naslednjem posvetu Centra za socialno delo Pomurje, ki bo v torek 26. marca v Domu starejših Rakičan. Na dnevnem redu seje sveta Pomurske regije je bilo se strani županov in županji Pomurja največ pozornosti usmerjeno v informacije o prihodnji finančni perspektivi, o razvoju regije in informaciji o namakanju Pomurja iz reke Mure. Minuli konec tedna je bila gostiteljica 102. redne seje sveta Pomurske razvojne regije občina Tišina, katere župan Franc Horvat predseduje svetu. Na njej se je zbralo 20 županov in županij občin Pomurske regije, ki so na dnevnem redu imeli 8 točk dnevnega reda. Na seji je bil navzoč dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, ki je pod drugo točko informacija o dogovoru za razvoj regije 2021-2027 navzočim sprva predstavil zaključke minule finančne perspektive, ki se je končala 31. decembra leta 2023. Slovenija je 100% počrpala kohezijska sredstva v višini 3,4 milijarde evrov. V novi finančni perspektivi 2021-2027 je Sloveniji namenjen v obsegu približno enak znesek kohezijskih sredstev, od tega 40 milijonov namenjenih Pomurju, za katere na 4 ministrstvih že pripravljajo poziv. Tako je danes poleg dogovora za razvoj regij, ki je na slovenski ravni vreden 460 milijonov, v Pomurju pa 40 milijonov in se bliža, zato sem ga posebej izpostavil, ker bomo že v mesecu marcu, konec meseca, dali poziv vsem regijam, da pripravijo projekte, ki jih je potrebno narediti v tej finančni perspektivi. Sem županje in župane seznanil tudi z novitetami oziroma tistimi aktualnimi stvarmi, ki so povezane z izvajanjem kohezije 21-27. Veliko jih je in prav je, da županje in župani to vedo in zaradi tega se skupaj z sodelavci, z državnimi sekretarji veliko mudimo z njimi skupaj po celi Sloveniji, ne samo tukaj v Pomurju, kajti realno je finančna perspektiva, v katero smo že vstopili, krajša od tiste, ki smo jo zaključili lansko leto in bo treba zelo pohiteti na eni strani za projekti, po drugi strani pa, kot ste sami dobro ugotovili, poenostaviti projekte oziroma postopke pridobivanja projektov, narediti postopke bolj fleksibilne, ne preveč komplicirati pri kontrolah, iti z načelom, da so stvari več ali manj v redu narejene. In to se mi zdi, da so nekatere poteze, ki bodo prispeli k temu, da bomo denar v višini 3,3 milijarde, ki je na razpolago, plus nacionalni delež skoraj 4 milijarde iz kohezijskih sredstev, lahko tudi uspešno in pa koristno porabili. Zraven tega načina pridobitve sredstev so na voljo tudi še drugi mehanizmi.
Seznanil sem pa župane in župane tudi z ostalimi mehanizmi, ki so na razpolago tukaj v pomurski regiji. Govorimo o 3 interregijih, to so Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, kjer so vse občine upravičenke. Govorimo o mehanizmu Muraba. V petek se srečam z madžarskim kolegom Navračičem, kjer smo pogovarjali o tem, kako realizirati dogovor med vlado Slovenije in vlado Madžarske o tem, da pomagamo občinam na eni in drugi strani ob meji z Madžarsko in Slovenijo. Potem so na razpolago norveški mehanizem v višini 50 milijonov evrov, švicarski mehanizem v višini 16 milijonov evrov, CLLD projekti iz lokalnih skupnosti, torej za lokalne skupnosti. Skratka, to, da ni denarja, ni izgovor. Denarja je dovolj, potrebno je imeti dobre projekte, da imaš dobre projekte, moraš imeti dobre ljudi in oboje skupaj mora biti pod srečno zvezdo, kot mi večkrat to pravimo, in tukaj v Pomurju znajo delati z evropskim denarjem. To dokazuje dejstvo, da so v prejšnji finančni perspektivi iz dogovora za razvoj regije porabili koristno vseh 37 milijonov, ki je bilo na razpolago, sedaj jih je nekoliko več in jaz mislim, da ni bojazni, da ne bi v korist Pomurk in Pomurcev ta denar bil koristno porabljen. Minister je župane in županje ter predstavnike občin seznanil s težišči projektov, pri katerih je možno sredstva znotraj regije preusmerjati z enega cilja na drugi cilj. Hkrati pa opozoril, da bodo zeleno luč dobili projekti, ki so realno izvedljivi. Bistven kriterij bo izvedljivost projekta v tej finančni perspektivi. To bo merilo, po katerem bomo dajali zeleno luč projektom, da ali ne. Torej, in to je tudi realno. Kot veste, sam sem bil župan 2 mandata in pogostokrat se tudi sam pri sebi srečaš z skušnjavo, da je eno željo, drugo je pa realnost. Ali je to povezano z umeščanjem v prostor na kmetijska zemljišča, kjer je zelo dolg čas ali pa praktično nemogoče umestiti neki gradbeni projekt. Ali je to povezano s kakimi drugimi dejavniki, z problemi z zemljišči, z varstvenimi ukrepi glede narave. Skratka, mi bomo podprli tiste projekte, ki bodo realno izvedljivi in to seveda sem objektivno in realno povedal tudi županem in županom. Na seji je bila podana informacija tudi o poplavni obnovi, kjer je Sloveniji iz solidarnostnega sklada namenjenih 400 milijonov evrov za obnovo, od tega je 100 milijonov evrov že v uporabi, dinamika ostalih 300 milijonov pa bo določena v jeseni po evropskih volitvah. Predvsej zanimanje je vzbudila 3. točka dnevnega reda seje Sveta Pomurske razvojne regije, ki je bila namenjena namakanju Pomurja iz reke Mure. Ker za to točko ni bilo predloženega gradiva, sta prve informacije o delu delovne skupine podala Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, ter dr. Stanko Kapun, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Kakšen je pogled na prihodnost namakanja kmetijskih površin iz reke Mure z vidika dr. Stanka Kapuna in Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota? Mi smo danes svetu želeli predstaviti dozdajšnjo delo, tako kot smo pred 2 tednoma predstavili sami ministrici za kmetijstvo. Mi smo študijo izvedljivosti naredili, ugotavljamo, da praktično iz podtalne vode ni smiselno namakati, kajti podtalnica, vsi vemo, je za neki drugi namen namenjena. Imamo pa reko Muro, ki je zelo vodnata in to tudi hidrologi pravijo, da ni problem noben za 15.000 hektarjev vzeti vode iz reke Mure, ker ravno v tem času, ko je suša pri nas se pojave, dejansko tudi ta reka najbolj vodnata, ker se v Avstriji in zgore v teh hribih in gorah tali sneg. Seveda mi smo danes želeli predstaviti to zadevo in tudi naslednje korake. Z ministrico smo se zmenili, da sestavimo eno komisijo, ki bo potem pripravila vso dokumentacijo za umeščanje v prostor in pa vse drugo, kar še bo potrebno narediti, bo potem ta komisija tudi sodelovala. Komisija pa je sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in pa iz enega našega predstavnika iz pomurskega prostora, se pravi ključno izmed nas 4, ki dejansko te zadeve peljemo.
Gre za začetek projekta, kjer je še kopica nejasnosti in tudi še ni pripravljena finančna konstrukcija projekta. O nekih številkah se govori, ampak jaz mislim, da še zdaj preuranjeno spregovoriti o številkah. Prav gotovo ta zadeva bo nekaj stala država, vendar glede na te sušne razmere, ki se nam pojavljajo in predlanskem letu, ko je bilo na območju Pomurja za 23 milijonov evrov škode zaradi suše, bomo hitro preko suš spravili to zadevo noter, kar se tiče finančnih sredstev, in tega denarja nam ne sme biti žal, kajti to je le dolgoročna naložba in ohranjanje kmetijske predelave, samooskrbe in pa tudi na tem območju mladih kmetov. Prav gotovo bo interes najverjetneje tudi med mladimi kmeti, prevzemniki narasel za kakšne pokrite prostore za pridelavo zelenjave, pa vendarle. Zdaj te tradicionalne kulture, ki jih mi pridelujemo na območju Pomurja, in pred 2 letoma, ko je bila ta intenzivna suša, ni vseeno, če ti neka koruza da tono pa pol pridelka, z manjšim vložkom nekega namakanja pa bi lahko dosegli 12 ton. Tako da tudi te tradicionalne kulture, ki so v pomurskem prostoru poznane, se tudi splača namakati. Odzivi na informacijo, s katero so bili o projektu namakanja seznanjeni navzoči, je med župani pomurskih občin naletel na različne odzive. Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Nismo bili seznanjeni. Mi smo imeli točko na dnevnem redu, namakanje z reke Mure, kjer je bil predlog sklepa. V enem delu je bilo, da gradiva ni, v drugem delu je pa bilo, da se projekt uvrsti v regionalni razvojni program za obdobje 2021-2027. In drug del sklepa se je glasil nekako, da občina Tišina postane nekako vodilna občina, ki ta projekt vodi. Z njo nič proti takemu projektu, hvala Bogu, da se tudi o namakanju razmišlja, malo proti načinu, kako se takšni projekti pripravijo za odločanje. In veste, nismo od včeraj tukaj v regiji, vem, kdo to rabi, kdo to podpira, razumem tudi kmetijstvo in gospodarstvo povezano s tem, vendar pa 3 leta nazaj je reka Mura imela še državni lokacijski načrt o gradnji hidroelektrarn na reki Muri. Poleg tega mi imamo danes poplavne probleme, vezane tudi s poplavno varnostjo, sanacijo nasipov, potem z gradnjo zadrževalnikov, o tem pa ne govorimo. Govorimo o namakanju in še to takem, katerega tudi mnogo stroke ne podpira. Se pravi, kar vse prek polivanje teh polj, verjetno za 3 žetve v neki sezoni, morda pa bo tale agroenergetika rešila Pomurje. Govorimo o bioplinarnah. Ne vem, kaj je zadaj. V svetu je moderno namakanje kapljično, dozirano, ne pa kar polivanje vse poprek z ogromnimi količinami vode. Tako da mislim, da so tu načrti drugi, sploh pa je velikost projekta preko 130 milijonov po mojih informacijah, pa tista, ki seveda mora zbuditi pozornost tudi druge javnosti, ne samo z županov. Jaz sem samo opozoril na to, da danes poslovniških možnosti ni bilo, da bi mi odločali o nekih sklepih. Že v tej fazi, ko se nekaj načrtuje, moramo vedeti tudi za hipotetično stanje, da je projekt zgrajen. Kaj se potem z njim dogaja? Torej, kdo bo financiral potem delovanje tega projekta, kdo bo upravljal z njim in tako naprej. Ne gre samo za to, da smo mi to sposobni zgraditi ali umestiti v prostor, to je zdaj vprašanje. Kasnejše vprašanje pa je vprašanje ekonomike. Vprašati se moramo o velikosti teh kmetov, kdo tudi ta projekt v prvi vrsti podpira. Morate vedeti, da imamo velike kmete, male kmete, srednje kmete in vemo, da seveda kdo je zainteresiran za to. V bistvu pa pravim, potrebno je imeti več informacij za tako pomembno odločanje. Na dnevnem redu seje Sveta Pomurske razvojne regije so bile obravnavane še naslednje zadeve. Prostorska in kadrovska problematika osnovne šole 4 Murska Sobota, podpora projektu vzpostavitve mednarodnega logističnega centra Beltinci, pobuda za vzpostavitev letalske protitočne obrambe in pristop Pomurja k evropski misiji prilagajanje na podnebne spremembe.
V rubriki Izpostavljeno smo se tokrat pogovarjali z dr. Ivom Keržetom o položaju tradicionalno usmerjenih katoličanov znotraj rimsko-katoliške cerkve. Dr. Kerže je izpostavil nekaj najpomembnejših težav, s katerimi se srečujejo kot tradicionalni verniki, hkrati pa izrazil tudi pričakovanje, da se bo v prihodnosti to stanje vsaj nekoliko izboljšalo. Dr. Ivo Kerže, v rubriki Izpostavljeno na televiziji AS gostimo predstavnike, bom rekel, tistih skupin, zdaj ali so socialne skupine ali so kakšne druge družbene kategorije, ki na nek način, ne moremo reči, da so s to grdo besedo mainstreamovske, ki so privilegirane ali kakorkoli uživajo ugodnosti ali sistema ali ne vem, katerihkoli drugih sistemskih rešitev, namreč bodi si, da gre zaradi svoje, ne vem, ideologije, zaradi svojega stanu. Marsikdo se počuti danes tudi v tej družbi, bom rekel, na obrobju. In ali imate, recimo vi, če se deklarirate kot tradicionalni katolik, ali pa tisti, ki si želi obiskovati tradicionalno latinsko mašo, ta občutek, da ste tudi postavljeni kdaj na rob? Nedvomno. Nažalost je tako. Zdaj, mislim, da je tradicionalni katolik ali tradicionalist, je ena, kako ne reči, problematična izjava, ker na nek način edino, kar bi si želeli biti, po mojem mnenju, če vsi tradicionalni katoličani, biti pravoverni katoličani. Je to že stigma postala? In bi lahko rekli, da je neke vrste stigma, v smislu te delitve cerkve pol na neke progresiste, konzervativce, kjer so potem konzervativci tisti na nek način, ki ustvarjajo probleme napredku, in bi radi čas vrteli nazaj in da je to pol nekaj slabega in tako naprej. Ampak pač kot verjetno je znano, je, se pravi, uradna cerkev, cerkvena hierarhija, sploh od motu propria papeža Frančiška Traditionis Custodes, ki je šel pred nekaj leti, je začela kar zatirati pravzaprav obstoj tradicionalne latinske svete maše, te liturgije, skratka po starem. Predtem je Benedikt XVI. Sprostil dostop do te maše, v smislu, da je postala dosti bolj dostopna, da pravzaprav vsak duhovnik lahko maševal po teh navodilih, lahko maševal to mašo kadarkoli. Čeprav je sam papež Sveti Pij V. V svoji buli Quo Primum rekel, da to liturgijo lahko ad eternum, skratka vekomaj vsak duhovnik mašuje brez kakršnekoli ovire, ampak pustimo zdaj to. Pred Benediktom XVI. Je bila ta liturgija zelo zatirana od časa Drugega Vatikanskega koncila dalje, torej malo kasneje, ker nova liturgija je pravzaprav nekaj let po koncilu nastala. Tako da mi se čutimo ne samo zaradi liturgije, ampak nasplošno zaradi te zvestobe pravzaprav celotni katoliški resnici, vsem dokumentom katoliške cerkve, torej nazaj do Kristusa, se čutimo nekako izrinjene, marginalizirane, neslišane, ker bi bilo želeti, da v Sloveniji bi vsaj recimo na enem mestu, v celotni Sloveniji, bila vsako nedeljo vsaj, pa na recimo zapovedane praznike dostopna tradicionalna latinska sveta maša. Temu pa ni tako. V resnici je na voljo, Bogu hvala, vsaj to stična, kjer, se pravi, pater Nikolaj Aradski vsako tretjo nedeljo v mesecu, zdaj recimo to nedeljo, ki bo sledila, snemamo to zdaj na Gregorjevo, se pravi, bo ta maša. Potem so tudi latinske svete maše darovane v okviru Bratovščine svetega Pija X. na Verdu, ampak pravim strani uradne hierarhije je samo ta možnost v stični in pravim eno nedeljo na mesec. Samo kako se to razumsko argumentira? Kakšne so razlage, zakaj je to bilo potrebno sploh omejiti? Ste nevarni, destruktivni element kot taki? Ali zakaj bi sploh bilo to potrebno izriniti na obrobje? Problem je v tem, da moramo vedeti, da Drugi Vatikanski koncil
in liturgija, ki je iz njega tako drugače izšla, pomenita nek prelom, vendarle, žal, ne? Nek prelom v samorazumevanju cerkve, ki je problematičen. Ne? Zdaj, vsi tisti, ki torej se postavljamo na stališče predhodnega nauka, ki pa je seveda nezmotljiv, ne? Ki ga nihče ne more zanikati. Ja. Ne? Vsi tisti, ki se postavljamo na stališče predhodnega nauka, predhodne liturgije, smo torej za predstavnike tega novega reda v cerkvi, bi rekli, dojeti kot sovražni številka 1. Ne? Celo. Ker če pogledate recimo tudi izjave papeža Frančiška glede, on bo imel lepe besede za vsakogar, ne? Da ta najhujše grešnike, ta najhujše neke transseksualce, pa ne vem kaj, ampak kdo pa je poreden tu? Tradicionalisti. Ne? Zakaj? Ampak še vedno, mislim, mora biti tudi, vsaj navidezno mora biti nek izgovor za to. Kaj je? Ja, tu se iščejo razno razni, bi rekli... Se imate za boljše s tem, ali da delate razliko, ali omejujete pravice tistih, ki večinskih katolikov, ki želijo prisostvovati novi maši? Na kak način ste... Jasno je, da ena maša na nedeljo v celi Sloveniji verjetno ne bi vplivala na pravice kogarkoli obiskovati druge svete maše po novem, ne. Se pa sklicujejo na razne pretveze, ne, pri omejevanju tega, zlasti pa je to sklicevanje na edinost. Ne. Edinost v smislu, da je treba ohraniti edinost v cerkvi. Ne. Pa čeprav je to edinost, bi rekli, v neki zmoti ali v nekem škodljivem stanju ali ne najboljšem stanju, važno je, da je samo edinost. Ne, seveda ta argument je zelo šibak, ker edinost, ki jo katoličani edino lahko gojimo, je edinost z Bogom, edinost s Kristusom, edinost z resnico. Ne, in torej edinost kot taka, ne, ni neka kvaliteta, ker edinost bi lahko pol, ne vem, tudi komunistična partija zahtevala in edinost ni sama, monolitnost ni sama na sebi neka pozitivna. Potem predstavljate moteč element kot opozicija za neko politiko, ki bi pa vendarle naj začela prevevati vse, ne, recimo ta... Ne samo ekumenizem med krščanskimi cerkvami, ampak vemo, da zdaj se delajo tudi centri abrahamskih religij, ne, tako da imamo, mislim, da v Abu Dhabiju, pa tudi v Berlinu, mislim, da bojo naredili zelo podobne. Kot je dejal papež Benedikt XVI, recimo v svojem nagovoru, tako še ni bil papež, ne, se pravi v konklavu, je rekel, da je nekako najhujša stvar v cerkvi, da se širi ta diktatura relativizma. Ne? Ja. In je, ne vem, hote, ne hote, zavedno, nezavedno označil pravzaprav prav to, kar se dogaja v cerkvi, ne? Ta relativizacija katoliške resnice, češ vse vere so več ali manj enako pomembne. Ja. Vse resnice so več ali manj enako. Ne, vsakdo ima svoje dostojanstvo, torej vsakega bomo enako obravnavali, ne glede na to, greh pa ne greh, to vse pade v ozadje. Ne? Skratka, to je pravzaprav tisto, proti čemu se borimo se za resnico. Ta establishment cerkveni pa se ravno, bi se reklo, bori za to diktaturo relativizma, zato smo pač potem vsi, ki bi izpostavljamo resnico, podobno kot Sokrat v Atenah, recimo pač moteči. Ne? Ja, kot neka glas vesti, ne, ki non-stop kljuva in bi najboljše bilo, da je potisne nekje nas. Janez Krstnik, recimo. Ne, ja, izravnajte steze, ne, pa jih ukrivajte. Ja, ali pa izravnajte, da smo izravnali, ne. Za konec morda, kaj si želite oziroma na kaj upate, da se bo v bližnji daljni prihodnosti lahko spremenilo? Pa mi upamo... Izumrli ne boste? Izumrli ne bomo, ker je pač vernikom vedno bolj pred očmi, da je cerkev v krizi. Ne? Sploh recimo po tem dokumentu Fiducia Supplicans o blagoslovu istospolnih, recimo, ne, pa še cela vrsta dokumentov iz tega pontifikata bi se lahko tle navedla, je vedno več vernikom razvidno, da to stanje v cerkvi ni v redu, ni dobro. Sami iščejo alternativo, marsikdo išče alternativo. Marsikdo, ki ni bil do zdaj niti približno ne v stiku z tradicionalizmom in tako naprej. Išče alternativo, tako da tle z tega vidika
smo optimistični, z druge strani pa pričakujemo iz strani hierarhije, škofov naših, preprosto, da nam pridejo nekoliko naproti in da dopustijo to, kar je pravzaprav v cerkvi vedno bilo dojeto kot najsvetejše, torej ta liturgija, ki je skozi stoletja veljala za edino pravzaprav in ki jo je tudi, kot že omenjeni sveti papež Pij V. razglasil za večno liturgijo cerkve. Se pravi, že majhna popustitev glede sedanjih določil bi bila skorda zadostna ali pa zadovoljiva, vsaj za začetek. Nedvomno. Torej, Se pravi, nobene revolucije ne... Pravim, zahtevamo, želeli bi si zelo malo to, da bi vsaj v enem kraju v Sloveniji, vsaj v enem kraju, v eni škofiji, da bi bila redna nedeljska sveta maša, darovana duhovnikov, ki znajo, mislim, pač po starem, in da bi pa še za praznike, to je v bistvu vse, kar bi se želeli, če bi to do tega prišlo, bi se potem tudi konec koncev lahko pokazalo, koliko je to navdušenje nad to liturgijo, tako da dejansko vleče še več ljudi, da je dejansko tu ena objektivna potreba v ljudeh in da potem mogoče bi kazalo še več to. Ali pa, če pa tega ni v resnici v ljudeh, če je to samo nekako napumpano, medijsko, kot se rado reče, bo pa itak samo od sebe umrlo. Tako da... No, jaz mislim, da imate legitimno pravico, da obstajate in da bodo kmalu nastopile časi oziroma okoliščine, ko se ne boste več počutili nezaželene, ne bodi ga treba ali še kakorkoli drugače v svoji, mislim, neprijetni vlogi, ki jo trenutno sedaj imate. Upam to. Z vaših ust v Božje ušesa in škofova. Najlepša hvala, doktor Krže. Hvala vam. Za danes je to vse. Preživite lep dan in nasvidenje.